pot do zmage ni nikoli enostavna. A mi smo z vami. Vsak dan, vsak trenutek. Z izbranim zavarovanjem specialisti si omogočite specialistično obravnavo že v 7 dneh. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23.000 bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Vita. Tudi danes bomo govorili o 2 zanimivih temah, in sicer z Majdo Baligač, magistro družinskih in zakonskih študij, bomo govorili o svetovalno-terapevtski pomoči. Ker pa smo v prazničnem času, ko ne manjka sladkih dobrot, pa se bomo zapeljali tudi v Terme 3000, natančneje v slaščičarno Pralini, kjer nam bo šef kuhinje in slaščičarne Danilo Kozar predstavil njegove najrazličnejše sladke kreacije. Pa poglejmo. Nahajamo se v Centru za svetovalno-terapevtsko pomoč SI, kjer nam bo sedaj Majda Baligač, magistra zakonskih in družinskih študij, predstavila terapije, ki jih ponujajo, natančneje individualno terapijo. Pozdravljeni. Dober dan. Torej, za začetek, sama beseda terapija je morda še vedno v našem prostoru malo bolj slabo sprejeta, ima slabši prizvok. Terapija je še vedno nek tabu, ampak opažamo, da se vse več ljudi nekako odloča za tovrstno pomoč, ker, kot vemo, se vsak dan lahko znajdemo v kakšni stiski, nas obdajajo strahovi, pretirana jeza, žalost. Potem doživljamo razne izgube, težave v odnosih in ko nas enkrat to začne preveč obremenjevati v našem vsakdanjem življenju, takrat je nekako človek primoran, da se pač poišče pomoč. Pa se vam mogoče zdi, da je terapija malo bolj sprejeta v urbanih okoljih kot v ruralnih, na vasi? Ja, mislim, da ja, ker glede na to, kako se ko se kaj pogovarjamo s kolegi terapevti iz Ljubljane oziroma tam bolj iz centralne Slovenije, je razlika, ampak pravim, tudi pri nas se čuti en preboj na tem področju. Vaš center se imenuje Center SI. Zakaj tako ime? Samo ime nekako napeljuje na to, da vsak človek ima v sebi nek potencial, neko vrednost, ki jo nosi s sabo in da lahko zasije. Ne glede na to, kdo je, kakšen poklic opravlja, pač vsak človek ima nekaj, da lahko pač svojim sijajem doprinese k svetu. Kako dolgo pa se že s tem ukvarjate? Oktobra je bilo 2 leti. No, če sedaj gremo malo bolj k individualni terapiji, kaj so tisti najpogostejši vzroki, s katerimi posamezniki pridejo k vam?
Ja, vse več je tega, da se ljudje nekako spopadajo z nizko samopodobo, z nizkim samospoštovanjem, se mogoče na eni točki v življenju izgubijo, ne vejo več, kdo so, kakšne cilje imajo v življenju, se pravi neka kriza identitete. Je pa tudi dosti zasvojenosti, ločitev, napadi panike, tesnobe. Potem nekako ljudje ne znajo nekako handlati s svojimi čustvi in že to pač pripelje do določene stiske, da človeka ovira in potem poiščejo pomoč. Zakaj pa tovrstne težave nastanejo? Imajo težave bolj mladostniki ali starejši? Ja, težave imamo vsi. Začne se že pri otrocih, mladostništvo je že samo po sebi tako obdobje, da telo začne drugače funkcionirati, telo se razvija, možgani se obrezujemo, mi temu rečemo. Potem pa pridejo zakonski problemi, problemi krize identitete, kot smo že prej omenili. Skratka, vsi smo v enem stanju, se včasih znajdemo, pač ko smo v stiski. Pa je vzrok mogoče za nekatere težave vzgoja? Ja, mi v zakonski in družinski terapiji smo nekako mnenja, da veliko težav izvira iz družine, iz naše primarne družine, v kateri smo odraščali. In seveda vsak otrok je kdaj žalosten, jezen, osamljen. In če ni nikogar odraslega zraven, da bi ta čustva zreguliral, potem otrok ta čustva nekako potlači, jih odreže. Enkrat v odraslosti se to mora zregulirati in ponavadi se to pač potem probamo ta nerazrešena čustva iz našega otroštva razrešiti v naših odraslih odnosih. In zato velikokrat pride pač do prepira v zakonu, ki pa včasih sploh nima veze z samima tistima človekoma, ki sta zdaj v odraslem odnosu. Da je pač pride do nekega sprožilca, ampak sprožilca, ki nam nekako sproži čustva, ki v otroštvu niso bila zregulirana. Pa se potem pomaga samo posamezniku ali mogoče tudi celi družini? Ja. Če je problem oziroma če so težave v odnosu, v zakonskem odnosu, te težave ne more en zakonec razrešiti oziroma en partner. Morata priti oba, ker takrat se pogovarjamo, kako se pač mož počuti ob ženi in kako se žena počuti ob možu. Nikoli pa ne krivimo, da je žena kriva, da je mož kriv. Pač iščemo vzroke, zakaj se nekdo ob nekomu tako počuti, kot se počuti. In probamo najti pot, da drugače vstopamo potem v odnos. Da ne spreminjamo človeka, spreminjamo način, kako vstopamo v ta odnos. Za tiste, ki pa pridejo na terapijo, ali je mogoče predpogoj, da samovoljno pridejo na terapijo ali da mogoče jim zapove družina oziroma drugi družinski člani? Ja, če pride družina, se tako pač dela potem družinska terapija, ne? Včasih pa prideta samo mož in žena. Včasih pridejo samo, da rabijo otroško terapijo. Ampak jaz pravim, družina niso le ljudje, ki živijo pod isto streho. To so ljudje, ki so odvisni eden od drugega. In že odnos med mamo in očetom vpliva na otroka in potem včasih pripeljejo otroka na terapijo, ki pa samo nekako odslikava težave v starševskem odnosu. In potem je kompletno cela družina tukaj. No, če ima težave, na primer najstnik, ki noče pomoči, pa ga starši nekako prisilijo, da pride na tovrstno pomoč. Ali je terapija uspešna potem? Ja, terapija je uspešna takrat, ko mi to ustvarimo en varen prostor. Ko se pač najstniku
lepo pove, oziroma starši povejo, zakaj so prišli in potem se tudi njega vpraša, zakaj pa on misli, da je tukaj, ne? Da tudi njemu damo glas, slišimo njegova občutja, kako se on v družini počuti. In takrat, ko nekdo ima občutek, da je tudi on upoštevan, slišan, je to že preboj, ostane v terapiji. Ja. Kako pa sama terapija poteka? Ali iščete vzroke za te težave ali mogoče samo to, da uvidi, se zaveda teh težav? Tu na terapiji nikakor ne govorimo, kako naj nekdo živi. Kot ste sami povedali, iščemo vzroke, ker treba vzrok najti, treba vzrok odpraviti, ne samo blažiti posledice. Ja, seveda, nekako začrtati si pot dalje, ampak važno je, da se najde vzrok, zakaj nekdo reagira ob nekom tako, kot reagira, kaj je tisti sprožilec, ki ga pripelje, ne vem, do jeze ob nekom. Od vsakega posameznika pa je verjetno tudi odvisno, kako bo terapija potekala. Nekateri mogoče niso tako naravnani, da bi govorili o teh čustvih, s kakšnimi prijemi vse pristopate k posamezniku. Tako, vsi niso zgovorni, že po naravi je tako, da se ženske lažje odpremo. Ponavadi kakšen moški včasih reče, oziroma mož bo žena povedala, da pač on ne zna o čustvih govoriti, ampak tu delamo ravno to, ne? Da se učimo govoriti, kako se počutimo. Če ne gre, tudi pri odraslih se včasih poslužujemo kakšnih terapevtskih tehnik, ki jih uporabljamo pri otrocih. Kakšen peskovnik, tudi z lutkami, skozi risanje se da dosti priti pač do tega, kaj človek čuti. Tudi pri odraslem, ja. Če ne gre z besedami, pač probamo z takšnim načinom in souspeh. Kako se pa posamezniki odzovejo na samo terapijo? Ja, glejte, tisti, ki poišče pomoč, jaz pravim, da je že pol dela narejenega. Ampak terapevt je tu samo zato, da mu stoji ob strani. Vse odločitve, ki jih sprejmemo tukaj, sprejme posameznik sam. Se sam odloči, da bo to naredil. Je pa res, da nekako klient z svojim terapevtom gradi nek odnos in pač vsebino tistega odnosa potem ponese v realni svet, v odnos do drugih ljudi. Koliko terapij pa je potrebnih, da se težava odpravi? Ja, ciklus terapij, oziroma v ciklusu je 12 terapij, se pravi 3 mesece, vsak teden po 50 minut. Ker pač raziskave so pokazale, da se po 3 mesecih naši možgani navadijo na drugačno mišljenje, na drugačno vedenje, pa tudi na drugačno čustvovanje. Če se pač redno govori o neki zadevi, se jo nekako razdela in pride pač do novega pogleda na določeno težavo. Pa se potem posamezniki o tej težavi pogovarjajo samo z vami ali potem tudi domov v svoje družine nesejo te nove poglede? Ja, saj pravi, morajo nesti nove poglede v širni svet, v svoje druge odnose, ker to je namen terapije. Ker meni je najvišje zadovoljstvo, ko pridemo do konca terapije in pač klient reče, zdaj bom pa dalje zmogel sam, oziroma bom vse poskusil in to je največ, kar se lahko to zgodi. No, ko pa je terapija zaključena, ali pridejo ponovno k vam po kakšne nasvete ali mogoče vi date napotke za naprej ali jih pustite prosto pot in nekako zaupate, da se bodo sami znašli? Ja, saj morajo se sami znajti. Saj potem čez kak čas dobim kak mail, kako se pač, kako je zdaj živeti, ko pač človek ne hodi na terapijo in pridejo pa tudi nazaj, kaj povedati, pridejo tudi na nov ciklus terapije, to je pač odvisno od samega posameznika. Je pa pač priporočeno, da se po 3 mesecih konča, ker se potem vidi, koliko je človek napredoval oziroma osebnostno zrasel.
Imate veliko primerov takih, da spet grejo posamezniki na stara pota in se ponovno vrnejo k vam? Ne prav veliko, ampak se zgodi. Ja. Koliko terapij opravite? Sama narava dela je taka, da več kot 4 na deloven dan ne. Ker že zame je potem to preveč obremenjujoče in potem ni pošteno, da delam, če nisem nekako 100% prisotna. Torej je kar veliko povpraševanje tudi pri nas po tovrstni terapiji. Ja. Torej, mogoče zdaj smo v božičnem času, pa me zanima, ali opažate, da tudi zdaj v teh prazničnih dneh, ko je neko prisotno veselje po to, ali opažate, da so tudi ljudje žalostni, depresivni, bodisi zaradi vse te komercializacije, nakupovanja daril ali pa bodisi samo neke samote? Ja, tudi decembra, še posebno v tem prazničnem času se pojavljajo neke stiske. Še posebej pri tistih, ki so sami, ki sami živijo. Ker decembra imamo vsi nekako več časa zaradi vseh teh praznikov in se družimo in nekako v ospredje postavimo naš odnos. In če kdo nima nekoga, s kom bi se družil, s kom bi preživel božični večer ali kaj podobnega, potem seveda pride do ene osamljenosti, pride do ene tesnobe zaradi tega in seveda nastane stiska. Ampak pomembno je, da si človek reče, ok, tudi to je ok, nisem zaradi tega slab človek. Da zdrži pač z vsem tem. In kaj posebej priporočate? Je tako, da vsi nekako premlevamo svojo preteklost, gledamo, kako bo naprej, ampak se ne ustavimo v trenutku. In če smo zdaj ravno pri teh samskih, osamljenih, kakorkoli, si nekako treba pogledati, kaj je pa dobrega v mojem življenju. Kdo sem jaz, čeprav sem sam. Sem čisto ok, tudi če sem sam. No, zagotovo pa nekatere tudi so v slabšem razpoloženju, so nekako tesnobni zaradi vseh teh nakupovanj, ko se jim zdi, da je potrebno kupovati velika darila, pa mogoče so tudi finančno nekako slabše. Tako. Tudi to se zgodi, ker vemo, da si vsak ne more privoščiti nekakih luksuznih daril, ampak jaz menim, da je največje darilo to, da je družina v teh praznikih skupaj, oziroma da si pač osmislimo, kako bomo praznovali, mogoče brez daril. Mogoče naj bo darilo to, da nekomu povemo, da ga imamo radi, da ga stisnemo k sebi, da mu posvetimo čas. Ker veliko otrok pove, tudi ko jih vprašamo, kaj si želijo za Božič, saj naštevajo igrače normalno, saj so otroci, ampak zraven pa tudi povejo, da bi se radi šli človek na jezi se starši, da bi pač radi z njimi zvečer pogledali risanko, da bi se starš z njimi igral. To pa nam da misliti. No, v ta namen ste naredili tudi eno prav posebno igrico. Tole z naslovom Povežimo se. Tako. Pa če nam jo malo predstavite. Ta igrica ima 55 kartic. Na teh karticah so vprašanja, ki odpirajo določene teme, o katerih se pogosto ne pogovarjamo oziroma se sploh ne pogovarjamo. So pa gor vprašanja, kako se počutimo, kdaj smo jezni, kdaj smo žalostni, se pravi na temo čustev, potem na temo odnosov, kakšen je najin odnos, kaj bi spremenil v najinem odnosu, potem na temo družine, zakaj je naša družina najboljša na svetu, kaj bi spremenil v naši družini, potem pa tudi na individualni ravni, katere so moje pozitivne lastnosti, zakaj sem poseben, kaj mi je všeč na meni, kaj rad berem, katera barva mi je všeč. Skratka, pokrita so vsa področja, o katerih se pač ne pogovarjamo pogosto. Priporočate igrico samo tistim, ki pridejo na vaše terapije ali tudi
drugim ljudem? No, to igro se igramo tudi na družinski terapiji, ne? Malo da prebijemo let, da se bolje spoznamo, da tudi jih jaz bolje spoznam. Se pač položijo kartice gor in se igramo, ne? In mora pa biti ob tej igri seveda ustvarjen varen prostor, da zmoremo povedati, kako se ob nekom počutimo oziroma kako vidimo odnos najin. Pa se otroci radi igrajo to igrico? Se otroci radi igrajo, nekako opažam, da so odrasli malo bolj s cmokom v grlu, pač odgovarjajo. In takrat, ko so jezni. Tako, ker otrok skozi igro lažje pove, kaj čuti. Zato tudi pri nekako terapevtski obravnavi otrok, pač do otrokovih čustev pridemo preko igre, preko risanja, preko peskovnika in tudi ta igra je temu namen, da pridemo do naših čustev. Dobro, najlepša hvala za vaš pogovor. Hvala vam. Praznični čas je tu, čas, ko dejansko ne manjka sladic in tako je tudi pri vas v Termah 3000, kjer ponujate številne sladice, prav posebne, kreativne, inovativne, pa bi vas prosila, da nam malo opišete te sladice. Tako je. Sicer te sladice delamo že nekaj časa, so že pri nas na repertoarju že nekaj let. Predvsem zdaj za ta novoletni božični čas so še bolj primerne. Zdaj pa, če začnem od začetka, tista, ki se je prva dejansko rodila, je štorkljino gnezdo, potem tam naprej, če pogledamo, je lokata panonija, potem čokoladna pomarančna kroglica, mangov tris, jagodni val in pa seveda najnovejša stvar, ki smo jo letos naredili, so naši prekmurski pralineji. Odkje dobivate vse te ideje? Jih vzamete iz lokalnega okolja, kot ta sladica oziroma ta neka moderna različica prekmurske gibanice, ali so tudi ideje iz tujine mogoče? Dejansko sestavine in pa ideje so naše lokalne. Ta lokata panonija je dejansko ena izpeljanka prekmurske gibanice. Vse sestavine so iste, kot so v prekmurski gibanici, ampak so narejene malo na drugačen način. Mogoče je malo lažja sladica, malo lažja, pa moderno izpeljava, moderno dekorirano. Ostale, naprimer to štorkljino gnezdo, je pa tudi ena posebnost, ki sem je naredil prvo, ponazarja eno Prekmurje, štorklje, štorkljino gnezdo, dimnik, v notranjosti ena super krema, šarlotna krema, malo sadja, malo biskvita. Zdaj pa, če gremo še naprej, ta je jagodni val, se pravi tako osvežilna sladica, ki ponujamo tudi celo leto, malo čokoladnega biskvita, potem mascarpone sir, krema iz mascarpone sira in pa sveže jagode. Če gremo naprej, tam je mangov tris, isto sladica iz mangovega pireja, vaniljeva krema in pa angleški čokoladni biskvit. Tam na koncu pa je čokoladna pomarančna kroglica, sestavljena je iz čokoladnega ovoja, potem pride na sredini liker Grand Marnier, potem imamo pomarančno kremo, potem je še ena sladica Black Vacherie, to pa je sladica iz enega biskvita posebnega, iz temnega kakavja, zgoraj je jogurtova krema, potem pa še imamo te nove praline. To je pa naša posebnost letos, so pa praline iz domačih goričkih likerjev. Prvi je liker Goričanec, drugi je liker Bučin in pa tretji je višnja. Potem pa mi dodamo svoje sestavine in tako so nastale te, unikatne prekmurske praline.
Tu je vloženega ogromno enega znanja. Kje ste pridobivali to znanje? Ja, znanje se dejansko učimo se celo življenje. Med drugim sem bil tudi 8 let v slovenski kuharski ekipi in sem hodil po svetu tudi na različnih tekmovanjih, med drugim tudi 2-krat na kuharski olimpijadi, 2-krat na svetovnem prvenstvu kuharskem in tam dobiš ideje tudi. Potem pa probaš tiste stvari, ki si jih tam videl, prinesti v domače okolje, domače sestavine lokalne in tako nastane nekaj, ne? No, vse sladice so prav posebej dekorirane, tudi tam vidimo metulja, pa si nikaj ne vem predstavljati, kako je to narejeno. Ja, to so pa posebne tehnike, kuharske, slaščičarske, ki se pač da narediti. Moraš imeti strokovno znanje in moraš imeti tudi dobre sodelavce, ki to lahko tudi izpeljejo, ker zastonj je nekaj, kar ti narediš, recepturo, potem pa nimaš za sabo kadra, ki bi to naredil. Mi, hvala Bogu, to imamo. No, pa me še zanima glede teh pralin, to je zdaj kdaj prišla ideja? To je čisto sveže? Ideja je že nekaj dejansko stara 1 leto, ali pa že več. Ampak sem rabil en čas, da sem do tega prišel. Od embalaže do vsebine in tako naprej. Eno sladico ne moreš narediti v enem dnevu, ampak mogoče včasih rabiš par dni, včasih rabiš pol leta. Tu je bilo isto, ne? Pri pralinah, da sem rabil malo več časa, ker če nekaj narediš, moraš narediti tako stvar, da je pač dobra, pa da se ljudje to zapomnijo in tudi ne samo za kratek čas, ampak za dolgoročno, ne? No, čokolade nedvomno grejo v promet vedno v decembru, včasih so police v trgovini pravzaprav oropane čokolad. Kako je pri vas? Opažate, da sladice grejo bolj v prodajo v decembru? Moram povedati, da pri nas gre 12 mesecev v prodajo sladice, tako da mogoče se malo opaža, malo več teh čokoladnih, mogoče zdaj tudi praline že dobro grejo v prodajo. December je pač taki mesec, ker bi pa povedal, da je odlična stvar za tako presenečenje. Predvsem zdaj za božična obdarovanja. Za kako darovanje, ker to je pač unikat, to ne dobiš nikjer v nobeni trgovini, ampak samo dejansko pri nas v Termah 3000. Kakšen pa je rok trajanja teh pralin? Rok trajanja je 2 meseca, tako da ni problem. Zdaj, ko enkrat dobiš pralino, tako najboljše, da verjetno ni človeka, da ne bi takoj probal, ne? Najboljše, da takoj poješ. Če pa slučajno ostane, pa 2 meseca drži. Te praline so res majhne, pa zdi se, kot da so hitro narejene, ampak verjetno temu ni tako. Koliko časa je potrebno, da take praline narediš? Ja. Ali pa mogoče te sladice? Ja, pri vseh teh sladicah, pa pri pralinah je ogromno ročnega dela pa znanja, ne? Ja. In to, tisti, ki se spozna na sladice, pa jaz verjamem, da ogromno ljudi se danes že spozna, tudi na dobro hrano, na dobre sladice, ve, da to ni neka sladica, ki tako par minut narediš, ne? Ogromno dela, ogromno znanja in to je to. Koliko gostov beležite pri vas? Ja, gledajte, mi delamo tudi, naša slaščičarska delavnica dela za sladice za vse hotele v Termah 3000 in za vse restauracije, ker imamo še restauracije, pa za to restauracijo Kafe Praline, tako da številke so zelo velike, tako da točno na pamet vam ne bi rad povedal, koliko je to, niti ne vem točno, je pa to velika številka. Sestavine so vse iz lokalnega okolja? Ja, več ali manj so. Gostje pa najbolj posegajo po kateri sladici, verjetno prekmurski gibanici? Lokata Pannonia je dejansko naš najbolj prodani produkt trenutno, se najbolj prodaja. Seveda normalno, da imamo tudi prekmursko gibanico, ker moramo imeti. Klasično? Klasično, tako, ker imamo certifikate in tako naprej. Ampak ljudje radi poskušajo te različne druge sladice, tako da vse gre. Najbolj gre prekmurska gibanica in ta izpeljanka od prekmurske gibanice, to je Lokata Pannonia. Zdaj bomo pa videli, kako bo s temi pralinejami.
No, prej sva omenila časno stanje teh sladic, pa mogoče koliko bi rabili, da bi doma naredili eno tako sladico? Verjetno ogromno časa, ker je... Tako bom povedal, bolj težko je narediti doma, ker to so posebni modeli, to so posebne sestavine in tudi čokolada se mora delati na poseben način, hladno temperiraš čokolado in to doma je bolj težko. Na tako sladico je bolj težko doma narediti. Tudi te praline, to so posebnost, tako da lahko kdo poskuša, ampak enostavno pa ni. Takih podobnih doma nekako bomo težko naredili. Tudi že v modelih, sicer se dobijo modeli tudi že kupiti po določenih trgovinah, ampak potem moraš imeti tudi pravi postopek, da pač izpade, kot izpade. Kako dolgo pa vi delate eno sladico? Ja, pa je odvisno od vsake posamezne sladice, tako da ne moreš to, ali pa od količine tudi, lahko delaš 20 ali pa delaš 120, je že razlika. Vsaka rabi poseben čas, pri nas je to malo lažje, ker so pač sodelavske bolj že znajo, kako morajo to delati. Doma pa je vedno, ko delaš prvič, je bolj težko to. Koliko sladic pa na dan naredite? Tudi to je zdaj težko povedati. Se razlikuje verjetno ob vikendih malo več, ko obeležite malo večji obisk? Tako, ja. Tako pa hoteli so dobro zasedeni. Mi damo tudi na penzionske kosila, večerje, sladice. Potem tu prvi dne, kaj je la carte, pa imamo različne aperitif bare, kjer tudi ponujamo te sladice porcijske, različne. Tako da tega gre ogromno. Zdaj pa točno številko pa bi težko povedali. Torej, kot smo rekli, te praline so super za darilo v decembru, pa tudi čez vse leto. Pa tudi za poslovna darila bi povedal, da lahko kar... Ja, tudi embalaža je nekaj posebnega, tako da priporočamo vsem našim gledalcem, da pridejo v vašo slaščičarno na te super sladice, kreativne, inovativne in dobre, in da svoje dražje obdarijo s temi pralinami. Tako je, si pravijo, kateri so poskusili, da so pač nekaj posebnega, malo drugačne, tiste navadne, ko dobiš v trgovini. Hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Peka sladic naj bi bila za naše duševno zdravje enako dobra kot meditacija, tako da, če še niste, le hitro pobrskajte po vaših najboljših receptih in se lotite peke, da bo skok v novo leto čim slajši. Tako, pa smo privedli našo zadnjo oddajo v letošnjem letu do konca, seveda pa bomo z vami tudi v prihodnjem letu. Do takrat pa vam želim mirne praznike in seveda lep skok v novo leto, leto 2020. Srečno! Pot do zmage ni nikoli enostavna, a mi smo z vami. Vsak dan, vsak trenutek. Z izbranim zavarovanjem specialisti si omogočite specialistično obravnavo že v 7 dneh. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info.